Gospod Vrtovec, podpirate predlog poslancev Gibanja Svoboda za nižjo omrežnino za gospodinjstva? Glejte, celotna kolobocija, ki je v bistvu zakuhala koalicija z Agencijo za energijo, spominja na tragikomedijo in bi bilo smešno, če že ni res žalostno, na kakšen način koalicija to zgodbo rešuje. Ampak ta predlog, ali ga podpirate ali ne? Glejte, ta predlog ga moramo najprej preučiti, ga prebrati, zakaj se sploh gre. Danes je prišel v samo proceduro. Zlasti pa ne rešuje zgodbe, višje omrežnine za nazaj, pa tudi samo za 2 meseca. Ne naslavlja problema gospodarstva, kaj bo pomagalo ljudem, da bo imeli nižjo omrežnino, to je prav, če bo na drugi strani izgubili delovna mesta, zaradi tega, ker se ljudje, gospodarstvo, bori s cenami električne energije. In ta vlada pogrnila tam, kjer je bila najbolj suverena na začetku. Razumemo, da je reforma zdravstva lahko težka, pokojninska reforma še težja, ampak vrhunski elektromenedžer, gospod Golob, ki so mu ljudje zaupali, ravno zaradi tega, ker je izkazoval te kompetence, je pogrnil ravno tam, kjer je bil najbolj močan. In mi, zaradi tega nekega upanja ali pa zaupanja v vlado, da bo sedaj rešila ljudi in da bo plačevali nižje položnice, enostavno po vseh fiaskih enostavno nimamo. Kaj pravite na te pomisli? Glejte, jaz imam to srečo, da prihajam iz takšne stranke, kjer si zaupamo, kjer dana beseda nekaj velja. In po vseh opravljenih razgovorih direktorice Agencije za energijo, oprostite, jaz sem izrečenim verjel. Tudi na svojem osebnem primeru sem, bom rekel, nekako izračunal, koliko više stroške bom imel in sem to nekako pričakoval. Nemogoče je pa na enem osamljenem primeru projicirati, kako se bo to kazalo za vse odjemalce in namen tega zakona ni poseg v agencijo, ampak izključno, da pač naslovimo in omilimo posledice, ki jih čutijo zdaj gospodinjski odjemalci. In če se dotaknem morda, kako bo to potekalo, tako kot ste že v prispevku povedali, prvi urni blok bo dobil ceno drugega urnega bloka, tako da se odstrani tale sezonska komponenta višje cene energije za omrežnino. Veste, mi smo že 18. oktobra, še takrat, ko je kolega iz Svobode, pa vsi poslanke in poslanci podpirali Agencijo za energijo, predlagali rešitev 3 časovne bloke. Takrat tudi gospode iz koalicije so govorili, ne, vi nimate pojma, ljudje bodo plačevali celo manj, počakajmo, kaj se bo zgodilo. Danes pa prihajajo vrat na nos z rešitvami, pri tem, ko ljudje že plačujejo dražje omrežnine in ko rešitve tudi v tem zakonu za nazaj ni. To je ta problem. In tudi vnaprej, dokdaj pa bo ta zakon veljal? Samo za naslednja 2 meseca. Kaj pa naslednje leto, če Agencija za energijo ne bo spremenila te odločitve, ki ste jo vi prej podpirali? Zgodba v tem, da Agencija za energijo do teh sprememb ne bi prišla, če ne bi imela trdne podpore vladajoče koalicije, pristojnega ministra in tudi predsednika vlade, ki se v te stvari zelo dobro spozna. Pa ne mi reči, da je nekdo iz Agencije za energijo, vrhunskega menedžerja, prevaral pri tem, ko je predstavljal te številke. Ne verjamem v to. Nameni in predlogi vaše stranke, ko se je začela zgodba odvijati, niso bili iskreni. In verjetno ste izhajali podobno kot mi, ste si izračunali in ste ugotovili, da boste sami plačevali več. Jaz, preprosto povedano, sem verjel agenciji, da bodo tisti z nižjo porabo plačevali manj. Sem verjel. Ampak zdaj računi, ki so jih prejeli gospodinjski odjemalci, kažejo drugače. In kaj lahko naredimo? Nič, naslovimo stisko socialno ogroženih oziroma vseh, ki so poslali ugovore, pritožbe in nekako smo videli širšo sliko, kaj je s to. In ta zakon bi veljal samo za januar in februar, da bi plačevali nižjo omrežnino. Tako, lejte, mi ne moramo posegati tako intenzivno v agencijo. Jaz verjamem, da se bodo takrat spametovali. Veliko predlogov je bilo danih agencij, ki jih niso spoštovali. Vključno, da bi uvedli pavšal, da recimo ljudje ne bi plačevali sezonskega dela, ampak bi bil skozi celotno leto enak. Tudi za industrijo smo podali veliko pripomb. Vse je naletelo na prazna ušesa. Jaz kot energetik bom zdaj sam povedal, jaz podpiram spremembo omrežninskega sistema, zaradi tega, ker števci to omogočajo. Imamo dovolj velik nabor podatkov in podpiram, da se zadeva posodobi iz 2 urnih blokov. Kaj je najbolj optimalen sistem? Verjetno je rešitev ničkoliko, ampak ta, ki so jo predlagali, zagotovo ni optimalna. Vsebuje veliko napak, predvsem je bilo pa veliko zavajanj. Imam tule naprej navedeno, kaj vse je bilo strani direktorice za agencijo povedano in preprosto povedano ne drži. Še enkrat bom podaril, mi smo si sami izračunali skupaj z našimi strokovnjaki. Vi ste iz GEN-I-ja prihajate, pa ste bili toliko naivni, da ste vratno nos zaupali Agenciji za energijo. Lejte, dovolj je tega zavajanja pa smešanja pred ljudmi in sedaj prihajate s čudežno paličico, ki bo rešila probleme višje omrežnine.
Problem je v tem, da politik na taki ravni ne more biti naiven in slepo zaupati agenciji za energijo, kajti izračuni strokovnjakov so bili zelo jasni, da bodo ljudje plačevali dražjo električno energijo, da bo položnice dražje. In dražje položnice so bile mogoče izračunati mnogo vnaprej, ko je agencija prišla s to metodologijo že ven po nekem španskem modelu. A si predstavljate, da smo primerjali Španijo s Slovenijo? Torej, ni prostora za naivnost pri tem, ko se pogovarjamo, kakšne bodo cene položnic. Glejte, ta vaš komentar je totalno neumesen. Predstavljate si, da imamo 600 tisoč ali več uporabnikov, milijon uporabnikov, vsak je merjen na 15-minutnem nivoju in te podatke mora sprocesirati v tem primeru sistemski operater oziroma operater, ki izdaja obračune. In, a veste, to je taka količina podatkov, da to zagotovo mi nismo šli primerjati na globalni ravni. To si lahko narediš za primer 2, 3 in tukaj mi ne govori, da ste vi vedeli, da bo v splošnem povečanje. Kako smo to vedeli? Smo pa se opozarjali. Seveda ste vedeli, ja. Se pravi, naredili ste izračun za takšno obilico podatkov za 600 tisoč uporabnikov, pa ne mi govoriti, no. Verjemite, to je nemogoče, to lahko naredi, to analizo lahko naredi samo LS in taka analiza običajno traja več mesecev, no. Sam to. Vzorec na 5 gospodinstvih bi že to pokazal tisti, ki imajo toplotne črpalke, sončne elektrarne, pa tudi navadni ljudje, ki tega nimajo, ki pač ne uporabljajo sončne elektrarne, naprimer. Drži. Ampak vse to se dalo izračunati. In se spomnim, kako sem jaz to govoril v državnem zboru, da bo bile zaradi tega, ker je vlada to odločitev agencije podpirala, da bo bile položnice dražje. Vi pa ste govorili nasprotno, da položnice ne bodo dražje. Lejte, sej to je brez veze. Povedali smo, tisti, ki uporablja več omrežja, bo plačal več. S tem se ne rabimo slepiti. Verjeli smo pa, da tisti, ki bojo uporabljali manj energije, da bojo plačevali manj. In nabor uporabnikov je tako širok, da pač vsakega primera enostavno ne more zajeti. Zdaj bi se pa dotaknil še teh par stvari. Zakon o električni energiji, 124. člen, 4. odstavek, 23. člen in energetski zakon, 55. člen, 3. odstavek, Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, 39. člen. Nalaga agenciji za energijo, da pripravi omrežninski sistem, ki spodbuja okoljsko vzdržne tehnologije oziroma zelene tehnologije, ne pa jih ubija, kar dokazuje drastičen upad v investicije zelenih tehnologij, to pomeni sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in električnih vozil. To kažejo podatki in s tem slabijo tudi gospodarstvo. Zato se nam tak način ne zdi primeren. Mi ne bomo posegali v samo agencijo, računamo pa, da bomo tokrat uslišani in da bodo naredili spremembe, ki bodo naslovili te probleme. Gospod Vrtovec, imam eno vprašanje za vas. Dajte mi povedati, kako pa vi gledate zdaj na to zadnje stališče direktorice Agencije za energijo pod vodstvom Duške Godine, da koalicija za zamejitvijo cene zakonito posega v pristojnosti neodvisnega regulatorja, da je predlog strokovno neutemeljen in selektivno privilegira določene skupine porabnikov, ob tem koaliciji očita agencijo, ki jo vodi Duška Godina. Agencija za energijo živi v nekem usporednem svetu. In tudi jaz, ki sem bil sam pristojen minister za energetiko, je takrat bila gospa Duška Godina na tem položaju, ki je imela zelo dobre odnose, da bom dejal, z zdajšnjimi funkcionarji vlade, tudi v tistem času. In tudi pri meni je prihajalo do tovrstnih situacij, ko je agencija samovoljno naredila določene stvari. In potem, ko smo mi sprejeli recimo določene akte, v nasprotju s tem je bil velik halo. Vlada pa je tukaj zaradi tega, da vlada. Jaz razumem, da je prišlo zdaj post festum do navzkrižja je prišlo z Agencijo za energijo, ampak ta omrežninski akt bi bilo nemogoče izpeljati in ga sprocesirati, če vlada ne bi bila na istem bregu kot Agencija za energijo. Kar se pa tiče problema, razreševanja članov sveta Agencije za energijo. S tem se pa mi na takšen način, kot je vlada zapeljala in sedaj to idejo vrgla, absolutno ne strinjamo. Institucije, nadzorne institucije treba spoštovati, upoštevati, če tudi se z njimi ne strinjamo. Ampak to, kar pa počne vlada, pa je rušenje nadzornih institucij pravne države. Se strinjate s tem in kako boste zdaj zapolnili ta mesta? Lejte, kar naredi Svoboda oziroma ta vlada, ni prav ne na eni in ne na drugi strani. Če bi mi, samo trenutek, če bi pravočasno posegli v agencijo, bi bili krivi, se pravi, da posegamo v agencijo, če bi naslovili ta zakon predčasno.
Počakali smo, da vidimo, kaj se odvije, ali bodo trditve držale. Ugotovili smo, da temu ni tako, da vsakemu ne moreš zaupati in smo zdaj ukrepali na najboljši možen način, kakor znamo. In verjamem, da bodo rezultati čez 2 meseca, ko se bomo ponovno pogovarjali z agencijo, vidni. Lahko se pa tudi dotaknem še točk, če želite, ki ne držijo, lahko pa tudi mogoče. Ampak bomo končala tukaj, ker imamo še eno temo. Samo povejte nam, kdaj bi bil zakon lahko sprejet? Jaz mislim, da v zelo kratkem času, v petek ali v naslednji petek, mislim, da je v proceduri, po najhitrejšem možnem času. Dobro, ostajate še tukaj z nami, ker nadaljujemo še z eno vročo politično temo. Zaposlitvijo vplivnega državnega sekretarja Damirja Črnčeca z Ministrstva za obrambo, ki sodi v kvoto Gibanja Svobode. V Slovenskem državnem holdingu, ki skrbi za več kot 12 milijard evrov vredno premoženje davkoplačevalcev, Črnčec postaja pomočnik predsednika uprave Žiga Debeljaka za korporativno varnost po razpisu, ki je bil objavljen v času Božiča in za katerega v SDH-ju nočejo povedati, kolikšno plačo bo prejemal in ali se je na razpis prijavil še kdo. Poglejmo, kaj je o tem povedal ekonomist Jože Podamjan. Prvič, tukaj gre za nehigiensko prakso, se pravi to, kar sicer v Sloveniji in po drugih razvitih državah se ne bi smelo dogajati, se pravi, da se aktivni politiki zaposlujejo v gospodarstvo, kjer gre pač za zlorabo oblasti. Drugič je pa seveda problem kompetenc, spravi kandidati, ki grejo na tako zahtevno delovno mesto, kjer se upravlja tako velik portfelj državnih podjetij, bi seveda morali biti za to ustrezno usposobljeni in imeti tudi seveda ustrezne prakse v gospodarstvu na primerljivih mestih. Se pravi, če bi takšnega upravljalca podjetij ali pa menedžerja podjetja iskali na razpisu ali preko kadrovskih agencij, bi od njega zahtevali ustrezne reference, ki pa je seveda ta kandidat očitno nima, zato je seveda velika senca dvoma na tem, kako je prišlo do tega, da lahko ta kandidat tudi na tem razpisu zmaga. Gospod Rezar, slišali ste, ne? Gre za nehigiensko prakso, da se aktivni politik zaposluje v gospodarstvu, ker gre za zlorabo oblasti. Glejte, kolikor je meni znano, je bil javni razpis, zagotovo Damir Črnčec, vsaj kot sekretar na obrambi, položaj, ki ga je zasedal do sedaj, je svoje delo odlično opravljal. In ima, po mojem, od vseh kandidatov, ki so se prijavili ali bi se prijavili, pa lahko razpis še ne vem kako omilijo, bi bil izbran kot najbolj kompetenten kandidat. Ne nazadnje ima 25 let izkušenj na varnostnem področju in kolikor je meni znano, bo zasedel strokovno mesto za korporativno varnost. Se strinjate s tem argumentom? Glede, politično kadrovanje je pod Svobodo dobilo neko novo konotacijo, ne? In sicer gre za brezsramno kadrovanje, ne? Tukaj je bil problem že sama objava razpisa, kako gospode iz koalicije vedo, da bi bil avtomatsko to najboljši kandidat in da je bil najboljši kandidat, meni ni znano, ampak objava javnega razpisa med prazniki je zlasti nehigienična, tega, ker zmanjšuje možnosti, da se prijavijo še boljši kandidati in ta konkurenčnost. Tisti pa, ki poznamo, ne, delovanje omenjenega gospoda v preteklosti in tudi medijska poročanja, mediji pa tudi stranke v koaliciji so bile zelo kritične do posameznih dejavnosti omenjenega gospoda državnega sekretarja, pa lahko rečemo, da pač prihaja tja z določeno misijo nadziranja državnega premoženja, državnih tokov, ampak veste, to je enako, kot da bi lisico spustil v kokošnjak, da čuva kokoši. In mene, ne, kot državljana Republike Slovenije, je izjemno skrbi, kakšni ljudje s kakšnimi kompetencami prihajajo blizu upravljanja državnega premoženja. Torej, nek porok, da bo Slovenija bolje ravnala z državnim premoženjem. Po tovrstnih kadrovanjih tukaj ga absolutno ni. In od vseh ljudi, gospod Vrtovec, boste vi govorili o političnem kadrovanju. Jaz, če se ne motim, vi ste podpredsednika stranke Valentina Hajdinjaka kadrovali v upravo Darsa. In politično kadrovanje je na vodstvene funkcije v uprave. On se je pa sam prijavil na razpis za strokovno mesto, torej za korporativno varnost, da bi pa rad še tole poudaril. Pomočnik direktorja za korporativno varnost. Vi ste pa dali šefa volilnega štaba Gibanja Svoboda, gospoda Ribiča, ravno tako za predsednika uprave Darsa. Torej, gledajte, ne se slepiti, takšnega političnega kadrovanja, nehigieničnega. Mislim, da je vaša stranka politično kadrovala še bolj intenzivno kot člani iz SDS. Zdaj bi pa rad povedal o kompetencah gospoda Črnčeca.
v prvi Janševi vladi oziroma v eni Janševi vladi so ga priznali in ga imenovali za direktorja OVS Mors. Potem je bil v drugi Janševi vladi direktor Sove, Dobro, to državni smo videli, sekretar ja. za nacionalno varnost in zdaj sekretar na Ministrstvu za In obrambo. to so kvalifikacije po vašem, ki Zagotovo ima na in ovržejo področju, očitek, da je šlo za politično za področju kadrovanje. varnosti izjemne kompetence in izkušnje. Lejte, Svoboda je prišla v tisto volilno kampanjo 2022 z eno tezo. Ne bomo se vmešavali v gospodarstvo, politika ven iz gospodarstva. Te besede je predsednik vlade Robert Golob skupaj s svojo ekipo zelo hitro sam požrl, jih dobesedno krši iz dneva v dan in to kadrovanje Damirja Črnca je eden izmed eklatantnih primerov. Vi pa za njim stojite. Vi trdite, da je temu tako, jaz pa trdim, da je najbolj kompetenten od prijavljenih na razpisu, če ne bi In bil tle bomo izbran. postavili Piko. Hvala vama, Hvala da ste vam. bila Hvala naša vam. gosta. Hvala.